Gospod župan, Franc Kangler, mariborski prvoborec, rečemo temu. Kaj pričakujete od današnje izvolitve novega predsednika za stranko, oziroma ali resno pričakujete, da stranka lahko pride na naslednjih državnozborskih volitvah čez 10 magičnih odstotkov v državnem zboru? Prav to pa vsekakor boljša prihodnost Slovenije. Tako kratek odgovor, pa moramo pa postaviti še eno vprašanje. V tem odgovoru je vse razbrati. To je res. Dobro, stabilno stranko, ki bo kreirala politiko Slovenije. Ali tudi vi mislite, da je to malo zaton bratov Podobnik v stranki? Ne. Mi ne izključujemo nobenega. Mi imamo samo dodane vrednosti. Mi smo odprta stranka. Prepričan, da še bo jadro marsikoga zaneslo v Slovensko ljudsko stranko. Kaj pa mislite, da je ta dodana vrednost gospoda Šrota kot predsednika? Nova vizija, novo razmišljanje o prihodnosti Slovenije. In prav gotovo ste vsi bili presenečeni, da smo v Slovenski ljudski stranki se dogovorili pred kongresom in poenotili tako predsednikov kot nekaterih programskih izhodiščih za prihodnost Slovenije. In to je dober znak za prihodnost Slovenije. Za konec me še zanima ena stvar, in sicer veliko se je govorilo, da je tukaj neki štajerski lobby, ki v bistvu prevzema stranko, lobby s kapitalom, s kapitalskimi povezavami. Kako vi gledate na to? Je to v bistvu nek način kritika za vas osebno ali se ne čutite v bistvu odgovornega? To mi je lahko samo priznanje veliko. Če smo nekateri, kljub temu, da nosimo PDG Slovenske ljudske stranke, zmagali v največjih mestih, od Lenarta, Maribora, Slovenske Bistrice, Slovenskih Konjic, Vojnika, Celja, Laško, Krško, Sevnica, Črnomelj, je to dober znak. Se pravi, da v Slovenski ljudski stranki imamo dobre ljudi in dobre kandidate, da so dobili zaupanje ljudi. Samo še pod vprašanje. Ali vi mislite, da Janez Janša resno misli s to zaupnico, oziroma ali se mu sploh vi, kot morda vi mislite drugače, ampak vseeno me zanima vaše mišljenje, ali morebiti resno noče več vladati? Ne bi želel tega komentirati. On nosi odgovornost v prihodnosti Slovenije kot predsednik vlade, kako in na kakšen način bo vlado pred predsedovanjem peljal. Na nas je, članov Slovenske ljudske stranke, da smo odgovorni do države, da smo odgovorni do predsedovanja Evropske unije in prav gotovo na ta način bomo tudi reagirali po svoje. Hvala. Marjan Podobnik, brat Janeza Podobnika, zdajšnjega predsednika, mora biti podpredsednika stranke. Kako ste kaj? V redu. Ali se tudi vi veselite, da stranko prevzemata dva nova brata Šrot? Torej, stranko prevzema Bojan Šrot kot bodoči novi predsednik Slovenske ljudske stranke. Tega sem iskreno vesel, v prepričanju, da bo skupaj z Janezom Podobnikom varianta kot podpredsednikom stranke in z ostalimi ljudmi v vodstvu stranke potegne to stranko naprej. Ali vi resno verjamete, da lahko stranka prebije magičnih 10 odstotkov na naslednjih državnozborskih volitvah in zakaj? Torej, jaz bi se upal staviti 1000 evrov proti 10 000 evrov, da bo na naslednjih volitvah ljudska stranka zanesljivo dobila več kot 10 odstotkov glasov. Kaj pa, če izgubite to stavo, kam se potem lahko zglasimo? Lahko se zglasite kar zdaj pri meni, ampak morate dati na mizo 1000 evrov. Potem pa jaz vam dam 10 000 evrov. V redu. No, povejte mi, ali se vam tudi zdi en naslov v današnjem dnevnem časopisju je bil, da je to simboličen konec ere bratov Podobnik? Se vam tudi ven tako zdi? Ja, jaz mislim, da je vendarle pač v politiki, v gospodarstvu, povsod se odločaš za neke funkcije, te zamenjajo ali pa se samo umakneš, kot je bilo v primeru Janeza Podobnika, ki je naredil, mislim, da vrhunsko potezo, ko je v situaciji, ko bi celo lahko bil ponovno izvoljen, je odločil se, da odstopi in podpre samo, torej podpre Bojana Šrota in sam kandidira samo na podpredsedniško mesto. In brez dvoma pomeni to prihod Bojana Šrota in v tem smislu se bo vpliv in teža seveda Janeza Podobnika zmanjšal, mislim pa, da bo ostal v tistem delu, kjer je tudi v interesu Slovenske ljudske stranke, da se sedanji volivci obdržijo, da pa se pridobi nov del volilnega telesa. Kaj
pa pri vaši narodni zvezi? Se to lahko tudi kaj pozna, da pride nov predsednik v stranko? Torej, ko sem slišal današnji izredno dober programski nagovor gospoda Šrota, v katerem je zelo jasno opredelil tudi svoja stališča do urejanja odprtih vprašanj s Hrvaško, ki so identična stališčem Slovenske narodne zveze pri SLS, sem se odločil, da bom po občnem zboru prihodnje leto Slovenske narodne zveze prepustil svoje mesto enemu od svojih naslednikov, saj verjamem, da bo Slovenska ljudska stranka dosledno stala na stališčih, ki jih je zastopala doslej, sam pa bom ta stališča uveljavljal skozi program in delovanje Zavoda 25 evrov. Zdaj pa še ena tema, ki je zdaj v bistvu zelo razburkala slovensko politiko. Janez Janša in njegova zaupnica, morebitni odstop vlade. Kako vi vidite, ima slovenska politika zdaj strahopetce na obeh stranih v bistvu? Ne, jaz ne bi tako ocenil. Kljub vsemu gre za zahtevne odločitve in tako kot verjetno premisliš, preden ponudiš odstop, tudi premisliš, preden sprejmeš neko tako odgovornost. Tako da razumem tako predsednika vlade Janeza Janšo kot predsednika največje opozicijske stranke Boruta Pahorja, da sta previdna pri teh svojih ocenah. Mislim pa, da Slovenija dejansko rabi eno politično stabilnost v času pred in ob predsedovanju Evropske unije in upam, da se bodo stvari čim hitreje tako ali drugače uredile na način, da se bo Slovenija dobro pripravila na predsedovanje. No, zdaj pa bi še stavila za 5 evrov, mislim, da jih imam v žepu. Ali mislite, da bo šla, jaz rečemo stavim, da Slovenska ljudska stranka naprimer naslednje leto bo šla v koalicijo z SD-jem? Kaj pa vi? Torej, v zvezi s tem pa ne sprejemam stav. Prav, v redu, hvala.